Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o energijah jeseni. Zdaj se je pa že začela, ne da? In zdaj pa res že diši tudi po snegu. V glavnem, narava se umirja, narava se spravlja k počitku, to je dejstvo. Zdaj pa kako pa nam gre ta obdobje? No, iskreno povedano, meni bolj slabo, ker jaz sem poleten tip, jaz bi imela toplo, jaz bi imela sonce. Mene že zebe, samo ko pogledam ven in se ohlaja, mene že zebe. Pač. In če ste tudi vi slabo prilagojeni na jesen, mogoče se moramo kaj naučiti. Veste, prejle, ko sem pripravljala, kaj bom danes govorila, sem se s hčerko pogovarjali o tem in ona je zimski tip, ona je rojena januarja in ji paše hladnejše vreme in ima rada meglo in ima rada tudi deževne dneve. Jaz sem rojena julija, jaz sem rada sonce, vročino, morje. In verjamem, da če smo rojeni v določenem delu leta, nam verjetno tisti del leta nas napolni z novo energijo. In kakor jaz opažam, zame je novo leto, veste, kdaj je novo leto? Ne decembra. Zame je novo leto, ko pride moj rojstni dan. Poleti se na novo rodim. No, in zdaj, če greste, vsi poznate numerologijo, ne? Kako osebno leto seštejete skupaj. No, naj vas naučim. Osebno leto pomeni, da vi seštejete svoj rojstni datum, se pravi, če ste rojeni 1.10., je 1 plus 1 je 2, in potem prištejete letnico, ki je v tekočem letu, se pravi 2025. Zdaj primer. Če ste rojeni 1.10., moramo zdaj zapisati, da vam razložim, plus letošnje leto je vibracija števila 9, to pomeni, da je letošnje leto vaše leto 2. V letu 2 se učite stati na svojih dveh nogah, učite se biti odločni, postaviti se za sebe, samostojnosti ne nazadnje. No, da vam zdaj še tukaj napišem. Se pravi, dajmo drug datum. Recimo, da ste rojeni, ne vem, dajmo 26.10. In kako dobite iz tega ven, ne glede na to, katero leto, je to 8 plus 1 plus letos 2025, ko se štejete, je vibracija 9. Se pravi, 9 plus 9 je 18, pomeni 1 plus 8 je 9 in pomeni, da letos ste v vibraciji 9, zaključuje se vam neko obdobje, nek cikel, neko učenje 9 let in se pripravljate na nov cikel, ki se bo začelo z naslednjim letom, ko boste spet v vibraciji 1. No in tako vsako leto nas nekaj uči. Zdaj seveda, verjetno vas zanima, že računate, katero vibracijo imate vi. Se pravi, vibracija 1 je nov začetek. Vibracija števila 2 je postaviti se na svoji dve nogi, biti odločen, stati za sebe. Vibracija 3 je vibracija družine, povezovanja, ljubezni, sodelovanja, napredka, tudi število vnebovzetih mojstrov, podpora stvarstvo, zaupanje, vse dobro, vse podporo. Vibracija števila 4 je pa povezana s tem, da te rahlo osami leto, da lahko pogledaš, kje si do zdaj, kaj si prehodil v teh letih in kaj si se naučil. Se pravi, ti da nekako kot neko refleksijo za nazaj, da pogledaš in da lahko naštelaš smer, kam greš. Se pravi, leto 4 je pogosto povezano lahko tudi z neko krizo, ki ti pokaže, da mogoče na kakšnem področju ne korakaš v pravo smer, da pač ne boš celega cikla 9 let zavozil, pač te vmes malo opozarja življenje. Potem leto 5 je lepo leto, načeloma leto, ko te požene naprej, ker te hoče življenje spraviti na to višjo raven. 6, kaj spet povezovanje, tudi žetev nekih dosežkov za nazaj. 7 je leto, ko ti da spet refleksijo oziroma leto osebne rasti.
in ti da priložnost, da res osebno zrasteš, pač mečkam gnojila, življenje zalije. In včasih to gnojilo zna biti kar smrdeče, a veste, saj veste, gnoj. In ti da priložnost, da zrasteš, potem imamo leto 8, ki ti pomeče ven vse, kar je in kar ni, oziroma 8 sta tako kot 2 tornada. Veste, če si ti v centru, se te ne dotakneta. Če pa ti nisi v centru, te pa leto 8 zvozi. In leto 9 je pa dejansko samo še pika na i in vse tisto, kar se mora zaključiti, se zaključuje, vse tisto, kar ti, pač vse se zgodi. Leto 9 je nekako tako energija zime, ni več jesen, je zima, se pravi, samo mrzel je, samo hladno je, samo nič ne raste, samo zebete. Pač energija, ko enostavno počakaš, da pride nov cikl, nova rast. No in zdaj mi majhno pogledamo te naše cikle, ne? To je zdaj po numerologiji, imamo teh cikl 9 let. Zdaj pa, če pa pogledamo 4-letni časi kot cikl. Začne se s pomladjo, nadaljuje se s poletjem, potem je jesen, ko se narava umirja, joka, čisti, ozračje se hladi in takrat, ko so lepi dnevi, imaš 1000 in en razlog, da si lahko zunaj in obiraš plodove, kar ti daje narava, od kostanja do gob. Nenazadnje vsi oreščki so zreli v jesenskem času, pobiramo pridelke, grozdje, pač, a veste, koliko lepih stvari. In priložnosti hkrati tudi za druženje ob vseh teh pridelkih. Poglejmo, Martinovo, je ena taka priložnost, pač kup dobrih zadev. No in zdaj, če gledamo, potem pride zima in zdaj tukaj imamo pa mi, zahodna kultura, konflikt. Ker kaj se zgodi? December mi že povezujemo, skoraj se začenja nov cikl. In imamo novo leto 1. januarja, ko je dejansko zima šele v zagonu. Mi pa začenjamo zimo, nov cikl. Ne. Karkoli boste po zimi sadili, ne bo zrastalo. In tukaj imamo v bistvu notranji konflikt, da imamo občutek, da nekaj še moramo, nekaj moram. Namesto, da bi sprejeli, da v osnovi narava nam kaže ta pravi cikl, nov cikl se začne s pomladjo, ko lahko posejemo, ko lahko zraste nekaj, ko lahko posadimo novo seme, da zraste. Zdaj, če to sprejmemo, da je ta cikl letnih časov, zdaj se je začela jesen in je samo cikl umirjanja. In potem, ko je december, da zavestno rečemo, čakaj, letos ne bom letala po vseh trgovinah kot zmešana in odvezana, da bom dobila vsa ne vem kakšna darila, uporabite mogoče internet, naročite nenazadnje kaj malega, knjigo nenazadnje, podate knjigo nekomu, ki je prišel v hormonski žur, ko imajo hormoni žur, ne vem. In mogoče kakšno stvar raj sami ustvarite. Naslikajte sliko, nakvačkajte copatke, ne vem, nekaj ustvarite, specite piškote. Karkoli, ustvarite nekaj. Ne kupite, ampak ustvarite nekaj. In boste videli, koliko več energije bo tam noter, kar boste vi ustvarjali. Nenazadnje, ta jesensko obdobje kot priložnost za osebno rast. Seveda vsi tisti, ki nismo rojeni, zdaj tako nasplošno govorim, v zimskih in jesenskih mesecih, ki so bolj hladni in smo v drugem delu leta rojeni, verjetno se učimo sprejeti tudi temno plat. Veste, se tudi vam mogoče dogaja, da razmišljate, jaz sem včasih imela velike težave s tem, da na ta način vsi ljudje so dobri. Pač niso, saj življenje te nauči. Niso vsi ljudje dobri,
Se pravi, ni samo toplo, je dan, je noč, so protislovja, je dež, je sonce, so različni cikli v življenju in tudi različni ljudje. In da se začnemo zavestno pač tudi glede ljudi spraševati, kakšno energijo občutim ob določenem človeku. Kaj mi sporoča, kaj dobivamo, ne? Se učimo, ne? Tudi narava nas uči. No, zdaj pa tisto, kar je pa sigurno lekcija osebne rasti skozi naravo, je pa to, da začnemo opazovati svoja čustva. Ker, glejte, še en mesec in bo 1. november. 1. november je povezan s smrtjo, povezan z žalovanjem, s predniki. In obstaja ena risanka, sploh ne vem, kako je naslov, ampak v Mehiki imajo običaj, da slavijo prednike in takrat, ko je 1. november, se pravi v 1. novembru, grejo na pokopališča, spečejo slaščice in tam popivajo, proslavljajo na grobovih, zato ker verjamejo, da duhovi prednikov pridejo in proslavljajo z njimi. Kaj? Proslavljajo življenje. Jaz imam kurjo pot, ko vam tole govorim. Pač to je resnica. Toliko več smo, kot se nam zdi, da smo. Toliko več. Tako močno smo povezani z energijami prednikov. Tako močno smo povezani z energijo zemlje. Ker pomislite, kako smo povezani z energijo zemlje. Tudi če ne verjameš v zakon gravitacije, on deluje. Vsi smo na tleh. No, zdaj mogoče mi boste oporekali, pa boste rekli, ne, niso vsi na tleh, eni lebdijo tam gor. Res je, eni lebdijo. Ampak vse drži tukaj na zemlji zakon gravitacije. In ravno tako si ostali zakoni v življenju delujejo. Recimo, eden od takih zakonov je sigurno zakon privlačnosti. Magnet. Magnet privlači, enako se privlači, nasprotno se odbija. In to je tudi pri nas ljudeh. Ampak biti pozoren. Tukaj ne grem s tem človekom skupaj. Kaj se učim? No in spet naprej. V kar verjamem je to, da vsak od nas, ki pride v naše življenje z namenom, da, sploh tam, ko se odbijemo z nekom, da vidimo, kaj je tista energija, kaj ozaveščam s to osebo, ki je zastala energija. No, in kar jaz verjamem, tudi če ne vidimo, je to, da smo vsi na potovanju in da kot duša predelujemo lekcije življenja. Da kot duše smo vsi popolni. Da kot duše, tudi če ima nekdo tukaj v tem življenju demenco ali pa se spopada z nekimi kroničnimi boleznimi, je to samo lekcija, šola tega življenja, ker se vsi učimo skozi življenje. In vse tisto, kar je posebna rast, se pa vedno začne z ljubeznijo do sebe. No, zdaj pa pojmo mečkam še na jesenski čas. Se pravi, jesen nas uči, jesen nam daje darove. Pojmo mečkam najprej na hranilne snovi, ki nam jih ponuja jesen. Oreščki. Oreščki vsi vsebujejo magnezij. Se pravi, glede na to, da je v tem jesenskem času največ teh oreščkov zrelih, bi mogli se vprašati, zakaj tako močno naše telo nam hoče dati magnezij. Zakaj nam tako močno hoče dati cink, ki je tudi v oreščkih? Zakaj nam hoče dati te aminokisline, ki so v oreščkih? Zakaj? Zato, ker jih potrebujemo. Ampak ne toliko čez poletje, kot v jesenskem in zimskem času. Zakaj pa potrebujemo? Glejte, magnezij je mineral, ki ga potrebujemo za celično presnovo in za elektrarne. Se pravi, če vi razumete, ali pa če mi razumemo, da naše telo ima noter celice, mi smo sestavljeni iz celic, in vsaka celica, tudi maščobne celice, imajo lahko tudi po 1000 mitohondrijev. Se pravi, to je mitohondrij. Mitohondrij je celična elektrarna. Elektrarna, taka kot taka, proizvaja elektriko, celična elektrarna proizvaja energijo, ki se ji reče ATP. V glavnem, in če ta mitohondrij, če ima zmehčano membrano, se pravi, rabimo olja.
oreščke. Ta elektrarna dela, če imamo magnezij, oreščki. Ta elektrarna deluje, če imamo vitamine, predvsem B6 vitamine, ampak tudi ostale B vitamine. To potrebujemo, oreščki. Zdaj pa poglejmo naprej. Ta elektrarna dela, če imamo vitamin C, zdaj pa poglejmo, kaj nam v jesenskem času ponuja narava, ki je vitamin C. Grozdje, limone, pomaranče, mandarine, granivke, se pravi vsi sadeži ali pa granatna jabolka, ki so zdaj le zrela, so zakladnica C vitamina, ali pa tukaj, če pri nas gledamo, kutina je naša limona, pa limone so zdaj le zrele, pa kaj je še? Šipek, zakladnica C vitamina. Se pravi, narava nam ponuja, da v jesenskem času skladiščimo, ampak ne, da vse naenkrat pojemo, ampak da si priskrbimo zalogo teh ključnih vitaminov, zato da bomo čez zimo lažje proizvajali energijo. Kako je narava pametna. In zdaj tistega, kar sigurno naše telo ne potrebuje, res pa je, da raziskave so pokazale, da tudi mi ljudje smo pripravljeni na, kako se reče, hibernacija. Se pravi zimsko spanje. Medvedi, svizci v jesenskem času jejo, da se pač poredijo, da zmorejo prespati zimo. No zdaj pa kaj se nam dogaja, če ste jeseni še lačni. Pomeni, da vaše telo na nek način vas hoče spraviti v zimsko spanje. Kaj boste zdaj naredili? Manj ogljikovih hidratov, več toplih pijač, bolj sebe nahraniti, večkrat se zaviti v deko, sebe pocrkljati, se pravi, več dobrega narediti za sebe. Pa več hranilnih snovi, takih dobrih. A vam povem, kaj sem pisala zdaj ravno za ta novo knjigo. Za ta novo knjigo, zdaj pripravljam novo knjigo za kronične nenalezljive bolezni, z jedilniki, z recepti, in sem pripravila eno tako božansko sladico iz temne čokolade, pa pistacij, pa kakao, temni kakao skupaj. To zmešaš skupaj. Jaz toliko dobre sladice sploh še v življenju nisem jedla. Pa grški jogurt. To je tako dober. Zdaj pa zakaj ta pistacija pa čokolada skupaj? Vam povem. To je iz knjige, ko imajo moški hormoni žur. Ni recept noter, ampak ta kombinacija, vam pa povem, da je to nekaj, zdaj gospe, za vas mogoče na svet, če vaš mož je večkrat slabe vole, če vaš mož, če mu peša spolna sla, ali pa če vam peša spolna sla, ali pa če vašemu možu peša erekcija, pripravite tako sladico. In zdaj kaj zmešate skupaj, no to sem že povedala, in zdaj kaj se dobi, kaj dobite noter, se pravi, temna čokolada, lahko date tudi lešnike, drugače pa absolutno tudi sezamova semena, bučna semena, arašidi, pistacije, orehi, rožiči, koruzna moka, skuta, grški jogurt, vse to vsebuje aminokislino arginin. Arginin pa krepi imunski sistem, vpliva na tvorbo raznega hormona, vpliva na tvorbo hormonov dobrega počutja in krepi spolno slo, tako pri moških kot pri ženskah. Se pravi, če ste vi ženska, ugasnjene in ste tako, ne, jaz enostavno nimam več apetita, v tem primeru, vse se razumemo, pač potrebuješ tako kombinacijo. Več oreščkov, pa več teh, pa tudi temne čokolade. Ali pa ta kruh, ki sem vam ga v zadnjem videu kazala. Ravno tako, točno ta kombinacija je za krepitev hormonov dobrega počutja, hormonov zadovoljstva in za povečevanje tako erekcije, kot za krepitev spolne energije. Tadam, glejte. In potem so dolgi večeri in 3 pikce. No, tako, naprej ne bom šla, ampak dejstvo je, da v paru se tudi preko spolnosti povezujemo, a je tako. In če vam tukaj škriple, vam verjetno škriple na vseh ostalih področjih. Mislim, tako škriple. Tisto, da res ne gre, ne govorim o tem, da postelj je škriple. Tako da v tem primeru čokolada pa oreščki skupaj, boste vedeli, kaj se bo zgodilo.
Pa še to, ko smo že pri tem, naročite kakšno knjigo. Moški hormoni. Tukaj noter sem pisala, ne samo v podzavesti, pa v izkušnjah, pa te zadeve, ampak, vam moram poiskati težave z erekcijo, 5 živil, ki delujejo kot afrodizijak, potem zelišča, ki delujejo na moško, na prostate in proti raku mehurja in prostate, zelišča in začimbe, ki stimulirajo moški hormon testosteron, vplivajo na prostato ter moško spolno moč. Potem pa naprej, 5 živil, ki deluje kot afrodizijak, in dejansko na 3. mestu so pistacije, na 1. mestu pinjole, na 2. mestu lubenica in potem na 4. mestu temna čokolada in potem so jagode in čokolada. In potem grem naprej, težave z erekcijo in v glavnem tudi o tem pač pišem to, katero hrano ne je in seveda tudi o čustvenem ozadju, ker pogosto, veste, enkrat mi je ena gospa rekla, če mogoče vem, zakaj so Hrvatje boljši ljubimci kot Slovenci. Je bilo tako, ne vem, a veste zakaj? Slovenci rečejo, dol mi visi, medtem ko Hrvati rečejo, jebe mi se. Tako da, v glavnem, to lahko porabite, če boste še kaj razlagali, ampak v vsakem primeru. Narava nas spodbuja k temu, da jemo zdravo hrano. Zdaj pa preden zaključimo tale video, še par besed o kostanju. Kostan sam po sebi ima zelo visok glikemični indeks, to je škrobnato živilo. Veste, kako čutim? Danes bom samo v vodu to naredila in naslednji video bom posnela samo o kostanju. V glavnem, kostan je drugače zakladnica vitaminov in mineralov, od bakra, kalija, fosforja, cinka, se pravi primeren za ljudi, ki imajo težave s holesterolom, slabo krvjo, z razstrupljanjem telesa, kdor ima porušen imunski sistem, tudi železo imajo noter, ki je potrebno za dobro kri. Tako da je zakladnica vitaminov in mineralov, samo tako bi ga mogli jesti, kot smo ga jedli včasih. Veste, kako smo ga mi jedli? Mama je skuhala kostan in potem smo ta kostan lupili in ga jedli skupaj s kuhanim mlekom. Seveda, da se razumemo, kravje mleko izpod krave, ne iz trgovine. Tako da taka kombinacija škrobnatega živila, ki ima polno vitaminov in mineralov, z mlekom, ki je živalskega izvora beljakovina, dobite praktično spet vse aminokisline, vse vitamine, vse, kar potrebujete za svoje dobro počutje. No in bom naslednji video pa dejansko snemala o kostanju, predvsem te nasveti, kaj lahko naredite za to, da sladkor potem ostane v ravnovesju in da se prav zaradi kostanja v jesenskem času ne zredite. No tako da, kaj nas uči jesen na podlagi osebne rasti? Sigurno to, da si vzem več časa za sebe in da se ti nikamor ne mudi, da vse počaka in da ni treba biti v naglici, zato ker pravo novo leto se začne šele marca. Se pravi, imamo še pol leta časa, da uživamo v hladnejših mesecih, tako kot si poleti vzamemo čas, da napolnimo baterije, si lahko tudi jeseni vzamemo čas, da smo počasi, da ni da hitimo od enega opravka od drugega in se pritožujemo na tem, da zjutraj gremo v službo, zvečer pridemo domov in da nič nimamo od dneva. Veste, mogoče so pa lahko večeri zelo, zelo zabavni in zelo produktivni, lahko kaj ustvarjate, ne pa da sedite recimo na kavču in vse to verjamem, da vi ne delate, tisti, ki spremljate moj kanal, da ste aktivni in da želite se naučiti in izvesti nove stvari. Da vidimo, pojmo pogledati še nekaj kart, kaj vam stvarstvo sporoča za vse vas, ki želite spustiti breme, tale kikirikanje, se je dejansko obrnila karta. Tole breme, spodaj je človek, dajte pogledati to, človek, ki je popolnoma izžet. Na vrhu mu sedi ženska, ki je kot bi bila srednjega veka in potem na vrh še nekdo, ki kikirika, petelina, ne?
In če se vi počutite, da ste tako izžeti, da ne morete več, dajte malo, odvržite. Kakšno mamo, kakšno taščo, pač dovolj, malo se utreste. Ne vem, ste že kdaj videli kokoške, kako grejo, ko se kopajo v peščeni, no se opravičujem, v peščeni kopeli. One dejansko se cele so pač zagrebljene noter v ta pesek, potem pa grejo ven in se stresejo. In dejansko, veste, ko je vsega preveč, bi bilo prav, da se malo otresemo nečesa, ne? Bremena, da vidimo naprej. In ta breme ti povzroča izžetost s podočnjaki, s trojnimi podočnjaki, tega ne rabiš, otresi se bremena. Ker čas je za obilje v tvojem življenju, ker jesen nam kaže obilje. Tako nazorno nam kaže obilje. Ne moramo prešteti listkov, ki frčijo po zraku. Ne moramo prešteti dežnih kapljic, ki padajo. Ne moramo prešteti, ne vem, grozdnih jagod. Je nemogoč. Kaže nam obilje. Se pravi, se je potrebno naravnati na vibracijo obilja in drugo zadevo se zavedati, da mi s svojo pozornostjo kreiramo končni rezultat. In če vas ta trenutek življenje šola skozi bolezen, če vas ta trenutek življenje šola skozi neke odnose, dajte se ustaviti, pa se vprašajte, življenje, kaj me učiš, kaj je prav, da ozavestim, kaj je prav, da spoznam. No in dajmo zdaj še pogledati prehodovno dobo, ker tele karte so absolutno žive, no da vidimo. Karte prehodovno dobo vam pa sporočajo naslednje zadeve, da vidimo. Se pravi, za tole dušico, ki zdaj posluša, kaj je prav na katerem področju. Na področju tvoje intuicije je povezano vse. Tale jesen spet bogastvo. Neverjetno. Karta bogastva je prišla, prej obilje. Polne vode, vode so se napolnile, gobe rastejo, listje pada dol, pač obilje. Vibracija obilja je tukaj. Tvoja zavest se dviga na višjo raven. Skozi tebe teče božanska ljubezen. In nadangel Gabriel sledi, zaupaj in dovoli si slišati vodstvo. Tako da, tvoja duša ti tako govori, nova energija, nove ideje. Nekako, ja, sprejemanje energije jeseni za osebno rast. Očitno je tisto, kar se moramo naučiti, da fokus damo, pozornost damo v obilje, to, kar je tukaj, ker ga je dovolj, da smo hvaležni za to obilje. Jesen je tudi zahvalni dan, ki je tudi en tak krasen dan. Toliko prijetnih praznikov, kjer proslavljamo obilje. Tako da ja, uživajte, vse dobro vam želim in naslednji video, ja, bomo govorili o kostanju, o gobah, o hranilnih snoveh in za katere bolezni si še posebej priporočam, da uživate, seveda užitne gobe in kostan. Tako da uživajte in se vidimo v naslednjem videu.